Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 15. januar 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? 2 leti zdravniške stavke. Koliko zdravnikov stavka, kaj so v tem času dosegli in kako naprej? Smučarji na Mariborskem Pohorju sprašujejo, Marko Rataj odgovarja, zakaj še ni odprta Čopova proga. Branko Tamše v pogovoru za Večer pred Evropskim prvenstvom v rokometu. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Danes minevata točno 2 leti od začetka stavke zdravnikov. Zdravniki so ob grožnji stavke v začetku leta 2024 napovedovali zlom sistema, tega so se bali tudi na ministrstvu. Z mano v studiu je kolegica Jana Juvan, ki že ves ta čas spremlja stavko zdravnikov, za danes pa je pripravila tudi obširno temo in komentar, ki ga lahko preberete v Večeru in na vecer.com. Jana, zdravo. Zdravo. Kakšna je danes situacija na terenu, koliko zdravnikov sploh stavka? Ja, žal odgovora na to nimam, koliko zdravnikov stavka, ker v bistvu te številke nikjer ni, nihče ne komunicira. Tudi v UKC Maribor mi niso odgovorili, koliko zdravnikov v ustanovu je še vedno umaknilo soglasje od tega nadurnega dela, kar je bila glavna zaostritev te stavke potem po nekaj mesecih. Rekli so samo, da strokovno vpliva stavke ne zaznavajo in da delovni procesi v UKC-ju potekajo tekoče. Ni pa nič bilo več govora, recimo o kakšni finančni izgubi, ki je, če se spomnimo, pred letom dni bila nekakšna stavka glavni argument za njihovo 14-milijonsko izgubo v letu 2024. Tako da je zdaj težko reči, ali to pomeni, da se vlast že vrnila ali pa v dovolj veliki meri, da res ni nobenega vpliva, ali kaj je tu v ozadju, ampak kot kaže, glede na to, da tudi pacienti nekako stavke ne čutijo, očitno je stavka res bolj kot ne samo nekako na papirju. Kaj pa pravijo v Fidesu, se bo stavka še nadaljevala? Ja, v Fidesu pa pravijo, da v bistvu stavka priznava, da stavka deluje v zelo omejenem obsegu, ampak da vztrajajo, ker verjamejo, da si bolniki in izvajalci zdravstvenih storitev zaslužijo delujoč, vzdržen in kakovosten javni zdravstveni sistem, če citiram njihovega predsednika Damjana Pauha. Oni sicer trdijo, da jim je bila stavka onemogočena zaradi tistega odloka, ki ga je vlada sprejela, mislim, da po 2 meseca po začetku stavke, s katerim jim je preprečila v bistvu, da bi zdravniki stavkali v tako rigorozni obliki, da bi to pacienti občutili. In to so oni potem tudi sprožili na Ustavnem sodišču presojo, ki pač še poteka, ti procesi, in še nima epiloga. In tako pravijo, da pač bo stavko še nadaljevali. Pa je sploh ta stavka zdravnikom karkoli prineslo? Ja, ključne stavkovne zahteve ne. To je bila, želeli so ločen plačni steber za zdravnike in pogajanja glede tega so tako rekoč ugasnila. Pravijo, da so dosegli nekatere premike v smislu vzpostavljanja karierne poti zdravnikov, da so se odpravile določene krivice zdravnikom, ki so ostali pod plačnim stropom, se pravi tem najstarejšim, da so zaščitili mlade specialiste pri prenosu napredovanj, da so se zmanjšala torej neka ta nesorazmerja pri vodenju delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, da se je izboljšalo vrednotenje nadurnega dela, in to nekako oni trdijo, da dokazuje, da oni predlagajo in ponujajo rešitve. Res pa je, da v bistvu so to tudi posledice pogajanj celotnega javnega sektorja, ne pogajanj s Fidesom. No, govorila si tudi z nekaterimi zdravniki, kaj so ti povedali? Ja, govorila sem s predsednikom strateškega sveta v zdravstvu, ki je zelo kritičen do te stavke, ker pravi, da pač stavke tako rekoč ni in da je Fides nekakšen politični privesek in da skrbi samo za interese zasebnih zdravnikov.
Govorila pa sem tudi z eno izmed zelo priznano mariborsko ginekologinjo, Renato Završnik, ki pa tudi ni članica Fidesa, ampak pravi, da pa stavko v bistvu podpira, čeprav sama ne more niti izvajati, ker dela z rizično populacijo, ampak pravi, da si vsak sindikat ima pravico, da se bori za svoj ceh in za delavske pravice in boljše pogoje dela ter boljše plačilo. Pri tem pa spomni, da so v bistvu bolj v ospredju ne toliko stavkovne zahteve, ampak spremembe, ki jih je prinesla lani sprejeta ta novela o zakonu o zdravstveni dejavnosti, po kateri zdravniki ne bi smeli delati hkrati v javnem in zasebnem, in da v bistvu več govorimo bolj o tem, kot pa o ostalih zadevah, ki jih je recimo Fides izpostavljal v okviru stavke. Hvala, Jana. Še več o stavki zdravnikov 2 leti kasneje pa v Večeru in na večer.com. Zakaj ni odprta Čopka? To vprašanje si na mariborskem Pohorju zastavljajo mnogi smučarji v tej zimi, ki je bila doslej radodarna s snegom in nizkimi temperaturami. Gre za lažjo turistično progo od trikotne jase do spodnje postaje gondole, ki je med rekreativnimi smučarji zelo priljubljena, sploh ko so razmere na snežnem stadionu bolj zahtevne. Kaj pojasnjuje vodja smučišč pri Marpromu Marko Rataj. Marko Rataj, vodja smučišč pri Marpromu. Začeli bomo z najbolj aktualnim vprašanjem. Zakaj danes se ratrki ne bodo vozili po Čopovi progi, nad katero smo trenutno? Ja, Čopova proga ima trenutno, kot vidimo, še malo premalo snega, namreč na Čopki je trenutno nekje 20 do 30 cm naravnega snega, kar je premalo, da bi mi lahko progo tako uredili, da bi to lahko dnevno teptali. Namreč s tem naravnim snegom je tako, da gre 15-tonski ratrak enkrat čez pri tej količini in je zadaj vse rjavo. Mi, če hočemo se po Čopovi progi smučati, jo moramo najprej kakovostno zasnežiti, tako kot ostale proge, da jo lahko mi dnevno obdelujemo in pa vzdržujemo, kar pa žal pri tem naravnem snegu, ki je tako občutljiv na vsakršno obrabo ali pa na neko obdelovanje, žal ne moremo. Ja, zdaj smučarji se sprašujejo, kako to, da še niste uspeli zasnežiti Čopove proge, ker ocenjujejo nekateri, da je snežni stadion kar zahteven za manj izkušene smučarje. Ja, razlogov za to je več. Prvi razlog je ta, da vsega naenkrat ne moremo zasnežiti. Mi imamo na Pohorju približno tam 107 do 108 snežnih topov. Kar se je letos zgodilo, je bilo to, da smo lahko začeli Arek zasneževati konec novembra, kar je bilo relativno hitro. Uspelo nam je zasnežiti Pisker pa Ruško do neke take mere, da sta omogočale odprtje. Potem je prišla tista dolga, lepa inverzija, ko smo praktično do Božiča nismo imeli možnosti za dodatno zasneževanje. Topi so ostali vsi na Arehu, ker je treba te smučarske proge Pisker, Ruška, ki sta že bile delno zasnežene, do konca zasnežiti. Kljub temu, da smo dobili na nek način pol metra naravnega snega, ta za celo sezono ni dovolj. Mi smo zdaj vmes, kar se pač ni videlo, ker pač, ko leži naravni sneg, se ni videlo, da smo mi cele noči zasneževali, smo praktično porabili tudi vso vodo za smučišča, ki so na Arehu, ena proga v dolino, kar načeloma vodni viri zadostujejo. Žal pa teh virov nimamo toliko, da bi lahko hkrati zasnežili tudi še Čopovo progo ali pa še potem mariborski slalom. Tako da sta težave bile dve. Premalo število topov, ki jih ne moremo imeti hkrati postavljenih na vseh progah. Ponavadi smo delali, Čopka se je zasneževala takrat, ko je bilo na Arehu praktično že vse zasneženo, smo lahko topove preselili sem, tudi voda se je vmes natekla in je to šlo. Letos to ni bilo mogoče, ker je mraz prišel hkrati z tem velikim sneženjem za Božič, ko je bilo pač treba še narediti vse ostale stvari.
Po drugi strani, snežni stadion ima nameščenih 12 fiksnih topov na stebrih, katerih ne moremo premikati, ti so tam, ko so razmere to omogočale. Seveda nam je cilj tudi odpreti čim prej smučarijo v dolino. Je edina možnost to trenutno po snežnem stadionu. Tega smo naredili, smo ga pripravili, tako da imamo zdaj kakovostno urejeno eno smučarsko progo v dolino. Če bi pa skušali karkoli drugače, pa se bojim, da ne bi imeli ne ene. Zdaj prihajamo do vmesne postaje gondole. Lahko napoveste, kdaj bomo smučali po progi Jonatan spet? Jonatan je ena taka lepa, čudovita stara proga. Problem pa je, ker je bila ta proga narejena takrat v 60-ih letih, ko so se začeli zametki svetovnega pokala tukaj pri nas današnjim standardom ne ustreza, je preoska, prestrma. So potrebni še marsikateri večji zemeljski posegi, da bi to progo lahko tako uredili, da bi bila primerna za sodobno smučanje. Poleg tega nimamo opremljene z infrastrukturo za zasneževanje, kar je pač danes pogoj, da to odpremo. Vmesna postaja je bila na eni strani prvi korak k temu, da oživimo smučarijo na Jonatanu, vendar moramo še narediti drugi korak, to pomeni urediti progo, opremiti z zasneževalnim sistemom, potem bo pa to mogoče. Koliko so to realni načrti? Govorilo se je, da bi od Koče Luka morda lahko potegnili tudi progo sem, da bi pač tudi nekako osmislili to vmesno postajo še bolj. Tako je, hkrati so se porajale potem ideje, zdaj ker je za Jonatanovo progo relativno velik zalogaj, tako investicijski, kot tudi samega dela z vsemi ostalimi papirologijo, ki je treba za to urediti. Se porajala ena ideja, da dejansko, če bi pa naredili na nek način eno tako po domače povedano bližnjico tukaj izpod Luke oziroma Špecenega Loga sem, po eni tej ferijevi poti, ki je že zdaj na nek način obstaja, bi pa bil to bistveno manjši poseg, pa tudi potem imamo na nek način hkrati progo, ki jo tako ali tako delamo v dolino, pač malo prej skrenemo proti vmesni postaji. Tako da to je dejansko bila ena izmed idej, kako bi lahko prišli prej do tega, da bi se lahko smučali preko mestne postaje. Zdaj, če se vrnemo samo še na Čopovo progo, kaj lahko napoveste? Zdaj, glede na danosti in tudi mogoče vremensko napoved, je realno, da bi Čopovo progo še letos uspeli urediti za smučanje? Seveda, imamo v planu, da jo tudi zasnežimo. Smo zdaj v prvi polovici januarja, zaključili smo na nek način z ostalimi aktivnosti zasneževanja na Arehu, tako da sledi selitev topov. Voda v tem času, ko bo ta od juga minila, sem pa tudi prepričan, da se bo toliko natekla, da bi lahko tudi Čopovo progo zasnežili. Trener Trima iz Trebnjega Branko Tamše pred začetkom Evropskega prvenstva v rokometu govori o zahtevnih pripravah slovenske reprezentance, ki so jih zaznamovale poškodbe in odpovedi ključnih igralcev. Opozarja na psihološki in taktični izziv, a hkrati poudarja, da imajo domači klubi dovolj kakovostne igralce za reprezentanco. Kot ključ do uspeha izpostavlja čvrsto obrambo, zanesljive vratarje in hitro razigrano igro. Primarni cilj vidi v preboju v drugi del tekmovanja, ob pravi energiji pa tudi presenečenju katerega od favoritov. Celoten intervju lahko preberete v spletni in tiskani izdaji Večera. To je bil Večer zjutraj 15. januarja 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.